V sklopu aktivnosti ob Evropskem letu za razvoj 2015 so se nosilcu projekta v Sloveniji, Ministrstvu za zunanje zadeve in koordinatorju prostovoljske akcije razdeljevanja časopisa Najboljše novice iz sveta, Slovenski filantropiji, pridružilo še več kot 300 prostovoljcev. 11. septembra so v 41 krajih po vsej Sloveniji razdelili 12.500 izvodov časopisa skupaj z zdravim zajtrkom, lončkom kefirja, mlekarne Planika iz Kobarida, ki je sopartner v projektu. Tudi v Slovenskih Konjicah so se lokalni prostovoljci zjutraj zbrali na občini, kjer jih je nagovoril župan Miran Gorinšek. Na lokalni ravni je sodelovalo 10 prostovoljcev, in sicer iz Mladinskega centra Dravinjske doline, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in iz območne organizacije Rdečega križa. Razdelili so 300 časopisov in prav toliko lončkov kefirja. In jaz vam vsem skupaj se zahvaljujem in vam čestitam za to odločitev, da tudi v Konjicah in v Ločah poskusimo ljudem prinesti ene pozitivne novice v tej smeri, da bodo videli, da je prihodnost Evrope in tudi sveta v povezovanju, v iskanju prijateljev, v iskanju tistih pozitivnih stvari, ki jih vsaka oseba lahko prinese, ne pa nenehno iskanje napak. In trdno upam in sem tudi prepričan, da bo tudi na raznih socialnih omrežjih prevladal ta način, da bomo iskali tisto, kar je lepo, ne pa to, kar je negativno. Jaz ne vem, kako vi čutite ta socialna omrežja, ampak jaz največkrat poslušam ali pa čitam, prebiram bombardiranje, ko te ljudje bombardirajo za eno zasebno hišo, zakaj ni urejena, recimo. In imajo vse skozi ta negativen pristop. Zraven te urejene hiše je pa druga, ki je lepo urejena in ki je v funkciji, tiste pa nihče ne opazi. In tako da verjamem, da bo tudi v naših krajih ta projekt in podobni, ki se bodo zvrstili tudi v bodoče, prinesli ta način razmišljanja, da bomo iskali pozitivne stvari. Predvsem pa je to namenjeno mladim. Zato je prav, ste ravno prava mlada družba, da ta način, svoj način razmišljanja vcepite tudi vašim vrstnikom. Hvala tudi Nataši Pučnik, ki je z naše strani, na strani občinske uprave, koordinirala to akcijo in verjamem, da boste potem po vašem planu, kakor ste si ga zamislili, vse skupaj uspešno speljali. Ja, seveda smo se tudi v Mladinskem centru Dravinjske doline z veseljem odzvali povabilu Nataše, ko nas je pozvala, da se bo občina pridružila temu projektu Najboljše novice sveta. In glede na to, da v bistvu so tudi naši prostovoljci in študentje odsotni v drugih mestih, sicer nas je kar precej, ampak so na pomoč priskočili tudi skavti in območno združenje Rdečega križa, tako da vse skupaj nas bo v bistvu 10 prostovoljcev in prostovoljk, ki bomo danes po konjiški občini razdeljevali kefir in te najboljše novice. Upamo, da bomo mogoče za kanček pa res spremenili mišljenje ljudi in prenesli res kako lepo pozitivno novico med vse naše krajane. In kaj so bralci časopisa Najboljše novice iz sveta sploh lahko prebrali? Predvsem to, da je bil v zadnjih 20 letih dosežen viden globalni napredek, ljudje živijo dlje, povečala se je globalna pismenost, najmanj razvite države pa imajo danes skoraj 3-krat višji povprečni dohodek kot v letu 1990. Manjšajo pa se tudi razlike med bogatimi in revnimi državami. O naši aktivni vlogi pri zagotavljanju pravičnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja lokalno in globalno.